Lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji gostimo vam dobro znano radijsko voditeljico, ki je po več kot 20 letih radijskega dela odložila mikrofon in sprejela nov izziv. Lepo pozdravljena, Renata Mikec. Lepo zdrav, živela. Upam, da se dobro počutiš v našem studiu. Ni sicer radijski, je televizijski, ampak... Zdaj le še ne, no, čas bo pa verjetno naredil svoje. Do konca oddaje zagotovo. Moram za začetek povedati, da se bova seveda tikali, se sva nekdaj bili radijski kolegici in seveda moje prvo vprašanje, presenetila si mnoge, tudi mene, ko si pred skoraj 3 meseci sprejela odločitev, zapuščam radio. Zakaj? Ja, če iskreno povem, sem mogoče presenetila samo sebe tudi. Moram reči, da sem o tem že kar nekaj časa razmišljala. Mikajo me povsem druge vode, ker preprosto se tu v takšnem novinarstvu, kot je danes, ne vidim več. In ne želim biti del te medijske scene, zato sem rekla, da grem. Ja. In moram reči, da sem ponosna, da sem zbrala pogum in da sem šla. In da si se odločila v teh recesijskih časih za popolnoma drug izziv. Ne redna služba, redna plača, ampak nekako bi rekla, postavila si se na svoje noge. Ja, to se še nisem, ne. To bomo še videli, če se bom, upam. Zagotovo bom delala na tem. Da pa grem v to smer, se mi zdi nekaj samoumevnega. Meni je moda vedno bila zelo blizu, poleg novinarskega dela. Rada imam ljudi, rada imam obleke, rada imam čevlje, to je pravzaprav neka moja posebna ljubezen. In to je tisto, kar čutim, da bi morda na tak način prispevala k boljšemu počutju tako moških kot žensk. Jaz bi ti mu rekla, ti imaš prirojen ta občutek za modo, za tem, kaj komu paše. Hvala. In mislim, da odpreti trgovino z modnimi oblačili v Novem mestu, da je bila to prava odločitev. Upam, Vera, upam, si pa želim res, da bi bila to drugačna trgovina. Ne ena tistih v verigi prodajalen, ampak drugačna trgovina, kjer bi se pravzaprav vsak, ki bi prišel noter, dobro počutil. Ne glede na to, ali ima kaj v denarnici ali ne. In kjer bi našel nekaj za sebe, to jaz dodajam, tudi takšen, ki ima nekaj kilogramov več kot ti, ki nimaš teh težav, si imela kdaj v življenju tisto, kar imamo vse ženske, shujševalno? Ne, pri meni je bilo obratno. Moram reči, da sem se, največjo težo sem imela takrat, ko sem nosila dvojčke. Takrat sem tehtala 68 kilogramov in to je bilo zame nekaj nepojmljivega. Moram pa reči, da sem bila nosečnica z dvojčki v bistvu takšna kot tiste, ki so nosile enega otroka. To je res, tega se spomnim. K temu se bova še povrnili, ampak morava nameniti, če sva prav seštevali, vse skupaj 26 let radijskega dela. Se še spomniš, kako si začela na Studiu D? Se še spomniš svojih prvih minut pred radijskim mikrofonom? Zelo dobro. Spomnim se, takrat je moj šef, Sandi Pirš, in moram reči dolgoletni prijatelj in tudi sooblikovalec tega, kar jaz danes znam, se je vozil iz Ljubljane in ker se je nekaj na cesti, ne vem, ali je bila prometna nesreča, ali je bila kakšna zamuda posredi, mislim pa, da se je takrat nekaj dogajalo na cesti, ni prišel točno takrat, ko bi moral, pred mikrofon in sta se s kolegom Jožetom Splihalom, takrat je bil novinar Jože na Studiu D, dogovorila, da me porineta v studio. In to ni bilo za na televizijo, ne, ker Jože me je držal za roke. Jaz sem po mojem trzala na vseh straneh moje kože, to je bilo grozljivo.
In spomnim se, da sem takrat ob 4 popoldne, začeli smo ob 4 popoldne, govorila o ptičkih, o ptičjem petju, zganjala nekakšno romantiko in iskala tiste besede iz vseh možnih knjig, ki sem jih prebrala za 2 stavka. To je bila grozna izkušnja, ampak nekako je treba začeti. Jaz se pa tebe spomnim, ko si prišla na Studio D, si sprejemala čestitke in to je bilo treba zelo hitro natipkati. Jaz vem, da sem poskušala tako hitro premikati prste, kot si ti tipkala brez napak in ni šlo. Vera, tipkanje je še vedno ena moja velika, velika ljubezen. Jaz izredno rada tipkam. Meni je bil največji užitek, če se zdajle majčkeno ozrem v preteklost, biti tajnica oziroma biti administratorka. Ker svoj čas sem delala v Novolesu in v tajništvu, ko so me zasuli zjutraj z različnimi dokumenti, ki jih je bilo treba napisati, različni sestanki, zapisniki, meni je bilo to nekaj najlepšega. Pisati na pisalni stroj, ne na računalnik. Ja, pisalni stroj še. Ja. Je drugačen računalnik? V bistvu ne. Bolj preprosto. Bolj preprosto, manj moči potrebuješ v prstih. Danes ne vem, če bi zmogla pisati na pisalni stroj. Dvomim. Bi rabila spet nekaj kilometrine. Da se navadiš nazaj. No, ampak potem si, kot že rečeno... A lahko še nekaj? Mi je pa zanimivo to bilo, to smo se vedno smejali na radiju. Na mojo tipkovnico nihče ni mogel tipkati, ker ni bilo črk. In moja tipkovnica je bila izključno moja tipkovnica. Vse črke znaš na pamet? Vse črke so zbrisane bile. Ja, pišem slepo, 10-prstno in uživam. Tega užitka sicer ne razumem, ampak pustiva po tem začetku takšnem, kot se ga spominjaš, so seveda sledila plodna leta na Studiu D, ampak verjetno ti je še bližje Radio Krka, kajti tega si soustvarjala od prve sekunde oziroma še minute prej. Tako bom rekla, vsak radio je svoje poglavje. Ne morem primerjati Studio D, Radio Krka. To je bilo povsem in drugačno delo, drugačen sistem, drugačno sodelovanje, povezovanje. Lepše je bilo in lažje na začetku, torej Studio D. Na Krki smo že vedeli, kaj hočemo, kaj zmoremo, predvsem pa smo vedeli, da je treba narediti nekaj drugače, če hočemo imeti poslušalce. Mi smo le takrat bili poleg Srake, Studia D, še mi, in kmalu je prišel še Max. Moram pa reči, da mi je nič fajn občutek ni bil takrat, ko smo poslušali vsi, ki smo delali na Studiu D, kaj se s tem medijem dogaja. In meni ga je danes žal. Kaj meniš o tem zapiranju teh lokalnih medijev, pa Max, ki je prišel, pa ga ni več, pa Radio Odeon, pa Studio D, vse to mreženje, nastajanje nekih velikih radijskih postaj, ki pokrivajo večji del Slovenije? Mislim, da se boš v tem strinjala z mano. Predvsem je to odvisno od ljudi, ki imajo vajeti v rokah in odločajo, ali bodo radijsko postajo prepustili drugim, ali te ne bodo dali iz rok. Moram reči, da sem ponosna po tej plati na Sandija, da nikoli ni podlegel nikakršnim pritiskom in je vztrajal na samostojni poti. Je težko, moraš imeti kar precej volje, poguma. Ljudje, ki pa so odločali o tem, ali prodati Maxa, ali prodati Studio D, pa ne vem, če danes imajo lahko čisto vest. Vsaj, kar se Studia D tiče. Je pa res, da se je v teh letih zelo veliko spremenilo na tej radijski sceni, ma tudi sicer na novinarski sceni v Sloveniji. Ko smo delali na Studiu D, nekdaj smo iskali lokalne novice, prijetne, tople,
Danes je to drugače. Ja, danes se iščejo ali celo delajo afere. In to je tisto, kar je mene pognalo iz tega posla. Novinarstvo ni več užitek, ampak je postalo komolčarstvo. Za vsako ceno je treba novico zbrskati. Če je le možno, je treba iz tega narediti afero. Nihče pa se ne ozre nazaj in ne razmišlja o tem, da tak način dela pušča žrtve za sabo. In to ni prijetno. Mislim, da bi moral vsak novinar probati to, kar sem jaz. No, ravno to sem hotela reči. Ti si en delček tega doživela na lastni koži. Ja, sem. Takrat, ko se je pravzaprav začelo vse skupaj plesti okrog Zarje, sem ugotovila, da sva lahko z Milošem prav srečna, da preštejeva svoje prijatelje. Toliko jih je bilo. Ja, in to ni prijetno doživljati in morda novinarji včasih pozabimo, ko delamo, da za vsako zgodbo stojijo ljudje. Da se ne bova narobe razumeli, sem za to, da se odkrivajo umazane zgodbe, da se pove resnica, ampak zato mora biti novinar zelo dober. Vedno moraš upoštevati dve strani. To je prvo pravilo v novinarstvu. Drugič, za vsako izrečeno besedo, obtožb, moraš imeti dokaze. Če tega nimaš, nikar ne govori. In spomni se leta nazaj, kako lepo je bilo, ko smo prišli med ljudi, bili smo res novinarji, smo bili eni dobrodošli gostje povsod, kamor, kjerkoli smo se pojavili. Danes nimam več tega občutka. Imam občutek, da se ljudje ali nas bojijo, da ne bo kdo kaj preveč povedal, ali pa preprosto nas imajo za neke vrste, če se izrazim v hrvatizmu, lešinarje. Ja, pa da ne bova predolgo ostali pri tej temni plati tega dela, vsekakor v teh 26 letih tvojega radijskega dela so bili tudi zelo svetli momenti in trenutki, zagotovo povezani tudi s tema dvema sončkoma, do katerih si težko prišla, bom tako rekla. Ja, ta dva sončka sta mi res življenje obrnila na glavo. Kar dolgo sva si prizadevala, da bi končno dobila otroke. In to vedno in z veseljem povem, da je profesor Tomaž Tomaževič iz Ljubljane, ginekolog, tako rečeno, veliko prispeval s svojim znanjem, da je meni uspelo zanositi. Bila sem namreč na epruveti, to mi ni težko povedati. In v vzpodbudo vsem ženskam in dekletom, ki imajo morda težave z nositvijo, naj povem, da se da. Ja, ali pa pomisleke, kot imajo nekateri. Ja, to je nekaj najlepšega, dobiti otroke. In res, da je težko, če sta v kompletu, ne, dva. Ja. Ampak jaz sem imela tako, ali pa imam zlato mamo in imela sem fantastično taščo, mojo zlato Štefko, ki je žal pred leti umrla. In oni dve sta mi bili res v veliko pomoč. Ja, danes sta Ana in Maj že v šoli, danes so že drugačne težave in drugačni lepi trenutki. Včasih praviš, zahvaljujoč otrokom storiš tudi kaj, kar sicer ne bi. Ja. Zdajle sem zavzdihnila, ko sem pogledala to fotografijo, namreč to je bil en tak grozen trenutek, čemu vse mora mama, oziroma kaj vse mora mama narediti zato, ker si otrok nekaj neizmerno želi. To je bilo v Dominikanski republiki pred hotelom, je bil en tak adrenalinski park in tu je bil trapez, visok 8 metrov in je bilo potrebno po lestvah do tiste ozke ponjave
ker je pa hčera imela to željo, da se poskusi v tem, jaz pa se višine neizmerno bojim, mi je to dalo kar misliti, ali ja ali ne, ampak sem zbrala pogum, ja. In sem šla enkrat, pa nikoli več. Verjetno z delfini plavati ti pa ni bilo težko, kaj? Ne, to je bila pa moja neizmerna želja. In glede na to, da včasih smo mame majčkan, ne vem, hočemo svoje neizpolnjene želje nekako uresničiti otrokom, ne, mi je bil to eden najlepših trenutkov, ki smo jih kot družina preživeli skupaj v Dominikanski republiki. In to je nekaj najlepšega, kar se mi je zgodilo v življenju, dotakniti se delfinov. Ja, si počela pa tudi takšne stvari, ki jih jaz ne bi kačo okrog vratu nosila. Ma ni to. Ali pa takšne stvari jedla. No, to moram reči, da sem sam poskusila. Nisem pa z užitkom jedla. To so neki žužki v Južni Koreji, v Seulu. In tam res človek ne ve, kaj bi in česa ne bi dal v usta. Mečkan imam tudi jaz predsodke pred takimi kobilicami in raznimi hroščki, ampak moram reči, Miloš jih je pa z užitkom pojedel, z užitkom. Kar mu privoščim tudi bodoče. Skratka, Renata, veliko si vedno potovala. V mladostnih letih vem, da da si preštopala Jugoslavijo. Po dolgem in počez. Potem ena taka krasna izkušnja je bila z Jugom 45, če se ne motim. 45, Jugo 45, limuzina. 6000 kilometrov, 3 dekleta, 2 z izpitom, jaz brez izkušenj in seveda brez izpita. Ampak to je bila ena fantastičnih izkušenj po Grčiji. Ki se je obvezno morala končati na Braču, v Bolu. To je pa destinacija, kamor se podajaš vsako leto. Verjetno tudi letos ne bo izostala, čeprav si sprejela nov izziv. Ne vem. Bom videla, kaj bo pač čas prinesel, ampak za nekaj dni zagotovo skočim tja. Moram reči, da imam tam že tudi svoje prijatelje. Bolj je res ena moja krasna zgodba v življenju, ampak to ne bolj tak, kakršen je danes, poln hotelov, na Zlatnem ratu so kot sardine telesa v kopalkah. To je pred leti, mislim, da je 26 let nazaj, kar sem prvič šla, je bilo eno tako malo mestece, dalmatinsko, ni bilo slišati Slovencev tam. Domačine pa mogoče kakšnega turista in to je bil res raj na zemlji. Danes je to malo drugače, ampak ker imamo tam družinske prijatelje, se vsako leto vedno znova vračamo in vidim, da v tem tudi že Ana in Maj izjemno uživata. In ne vem, kako bo, če ne bomo šli na dopust v Bol na Braču. Vem, da boš našla čas. Morda letos ne bo kakšnega takšnega eksotičnega potovanja, o kakršnih pričajo te slika, predmeti in fotografije v našem studiu. Pa če poprašam o tej sliki, ki nam je dala nekaj življenja z barvami v studiu, odkje si jo prinesla? To sva jo z Milošem kupila v Dominikanski republiki. In zanimivo, ne, vse te slike po svetu, to so smešno nizke cene. Prinese pa slika v stanovanje resen del tistega življenja v deželi, odkoder si jo snel. In to je torej iz Dominikanske republike, ki je že nasplošno ena taka živahna dežela, polna barvnih kontrastov, nasmehov na obrazih, polna energije. Ne vem, Dominikanska republika je v bistvu neka destinacija, ki bi jo svetovala, ampak res svetovala družinam tudi z majhnimi otroki. Tam tako lepo poskrbijo za otroke. Otroci so tam res posebni gostje in za njih jim ni težava nič pripraviti. Kaj pa Sejšeli, Maldivi, vem, da ti je tudi to blizu.
To so Sejšeli, ne, te lepe barve. Ne, to so Maldivi. Maldivi to so Maldivi. Sejšeli so večji, predvsem so bistveno bolj zeleni, razgibani, z okroglimi skalami, medtem ko Maldivi, to je pa en poseben biser na svetu in to je meni dežela z najlepšim okoljem. No, to so Sejšeli. Na Sejšelih so ene najlepših plaž na svetu. Tudi to so ti značilni kamni, te skale okrogle, kjer ni nikakršnih robov, nikakršnih nevarnosti, da bi se človek poškodoval. To so njihovi avtohtoni prebivalci. Če dam malce v navednice, želve, ki so ogromne. Od tu so doma tudi najstarejše želve na svetu. To je pa Kenija. Ja. To je pa moja divjina. Kenijo imam res tudi tako kot Maldive, imam Kenijo v posebnem delčku srca. Ta slon ni kupljen na fotografiji, fotografirala si ga sama in to iz velike bližine. Ja, iz terase. Na terasi je bilo sadje in ta gospodič, ki ga imamo ljudje običajno za izjemno prijazno žival, je brez strahu prikorakal na teraso, ko sem se jaz zavedala, da ga pravzaprav snemam z neposredne bližine, mi je že snedel sadje in si postregal, ampak ne vem pa, če bi bilo pametno se še bolj približati. Živali pač moraš spoštovati in na vse zadnje moraš vedeti, pustiti, da se živali približajo tebi, ne ti živali. Ja, kar veliko sveta si že videla, doživela, poskušali so te navdušiti tudi za poroko, pa ni šlo. Ma ne. Nisem več stara, ne vem, 25 let, da bi se poročila v beli obleki z veliko svati, da bi imel ženin kakšno lepo kravato. Ta fotografija pa je z poročnega stola, ne? Ja, to je poročni stol na Fidžiju. Da ne bi gledalci narobe razumeli, zakaj govorim tako. To je poročni stol, oziroma stol, v katerega dajo na Fidžiju nevesto in jo nesejo na ramenih domačini, ob tem pojejo, igrajo. To je en poseben obred in ta poroka mi je bila, moram reči, zanimiva, ne? Če bi me kdo tisti trenutek vprašal, bi rekla ja. Ker pa sva z Milošem, mislim, da oba kar zadovoljna v takšni situaciji, kot sva. Ne čutim danes kakšne posebne želje po oltarju. Ja, si pa velikokrat oblekla razne lepe, ne sicer bele obleke na nastopih, na odru. Tudi tega se spominjam, da z začetku, tako kot te ni navduševal mikrofon v radijskem studiu, te tudi na odru ni, ampak v tem si se nekako s tem odrom zelo, zelo spoprijateljila. Boš tudi to odložila ali? Vera, delati na odru pravzaprav je tako, ne, ko enkrat začneš, je težko nehati. Ampak moram reči, da meni se je tudi ta plat zgodbe v življenju močno spremenila z Ano in Majem. Takrat sem pravzaprav nehala in sem res delala samo še, ne vem, prireditve, ki se mi je zdelo prav, da jih prevzamem. To so bili različni humanitarni koncerti, humanitarne prireditve, morda kakšna modna revija. Na odru sem bila, ne vem, takrat, ko je bilo potrebno zaradi Radia Krka. Nisem pa več veliko nastopala na odru, ampak vedno znova doživljam tiščar odra. Imam ga rada, imam rada ljudi pod odrom, rada koketiram z njimi in rada se za vsak nastop posebej pripravljam. To je zame en poseben obred. Mislim, da nisem stala na odru nikoli, ampak res nikoli, da ne bi zato prvič se dobro pripravila, drugič pa poskrbela za popolno toaleto. To moram reči, imam izjemno srečo, ker imam eno krasno šiviljo. Sedaj bomo pa mi rekli, da imamo eno izjemno srečo, ker bomo to lahko nabavili v trgovini. Bomo resnično lahko ta delček tvojega okusa
občutili ne le na tebi? Tako je s tem, ne. Moj okus verjetno ni pogodu vsakomur ali pa vsaki in ne bi želela svojega okusa vsiljevati dekletom, ženam, ki bi prihajale k meni v trgovino. Bi pa zelo rada jim pomagala. Takrat, ko ne vedo, kaj bi same sabo. In obljubim, da bom poskrbela za to, da bo vedno nekaj novega, nekaj svežega. Rada imam modo, spremljam jo in mislim, da je to tisto, kar si res želim delati. Ja, v današnjem času dejansko se jaz imam takšen občutek, moda ne dirigira nekaj strogo, samo dolgo, samo kratko, samo ozko, samo široko. Veliko je možnosti, včasih se je potem še težje znajti v tem. Ja, to je vse res, ampak Vera, če so danes moderni, ne vem, moderne tunike, ozke, odprte in ne vem kaj še vse, pa tebi to ne paše. Zakaj bi slepo človek sledil modi? Ne. Človek je lahko, oziroma ženska ali moški v končni fazi je lahko modno oblečen takrat, kadar se dobro počuti. In če da sebe v barve, tudi če niso v tisti sezoni ravno najbolj moderne, pa če se on v teh barvah dobro počuti, zakaj ne? Če jih zna nositi, pravijo, ne? Bojda letos bodo barve modne. Ja, letos prihajajo tiste moje barve, ne? Zelena, modra, še vedno ostaja kraljica vsega, bela čez poletje. Je pa veliko tudi peščene barve, ne? In pa teh pastelnih barv. In tiste, ki imajo rade živahnost na sebi, si bodo to res lahko privoščili. Vidim, da sedaj s tem žarom v očeh govoriš o modi, o oblačilih. Tako si nekdaj govorila o radiju, o radijskem delu. Ga pogrešaš? Ne? Pa pravijo, da je to nekaj, kar vzljubiš in česar ne moreš zapustiti. Dobro. Lahko rečem, da to ni bila odločitev čez noč, da odidem z radija, da grem drugam. Ampak moram reči, že kar nekaj časa sem se poigravala s to mislijo in srečna sem, res sem srečna, da sem se odločila, da grem. Malo kdo me razume. Marsikomu je to ena velikih neumnosti, kar sem naredila. Ampak bistvo mi je, da me podpira Miloš, da jaz to čutim, da verjamem vase, da imam okrog sebe ljudi, ki mi pomagajo pri tem. In navsezadnje, da bom imela v trgovini ljudi, ki bodo uživali ob tem, kar jim bom ponudila. Upam. Resnično, nov izziv, že fotografije iz svojih potovanj, že delo, ki si ga opravljala tako radijsko kot tisto moderatorstvo na odru, dokazuje, da imaš rada izzive, da te tega ni strah, da uživaš v tem adrenalinu, samo v višino te ne smemo poslati. Sicer se dobro znajdeš in počutiš v tem, zato sem tudi prepričana, da bo tudi ta izziv uspešen. Ja, v višino grem rada z letalom. Aha, z letalom, ja. To pomeni, da iz letala ne gledaš dal? O ja. Ko imam trdna tla pod sabo, se pravi, sem v letalu, počutim se varno, imam okoli sebe prostor, ja, ni problem, ni težav pogledati skozi okno. Tudi na vrh stolpnice mi ni težava in pogledati v globino, ampak biti pa navezan na nečem, naprimer bungee jumping, zagotovo ni zame. Torej, tega ne počni, ostani pri trdnih tleh in uživaj v tistem, česar se sedaj lotevaš. Zagotovo bodo pa ostali lepi spomini tudi na ta leta radijskega dela, tudi na to ustvarjanje, to vrstno in vse tisto je že tako v življenju, kar je slabega, na srečo pozabimo, pa ostanejo lepi spomini. Nič ni slabega, vse je dobro. Renata Mikec, hvala lepa, da si delček časa namenila tudi nam, našim gledalkam in gledalcem in za konec moram vprašati, je sedaj boljše počutje na televiziji?
Hitro je minilo. Hvala lepa za povabilo in pozdrav poslušalcem oziroma gledalcem in gledalkam. Tako je. Pa naj uživajo, kjerkoli že so, predvsem pa naj to obdobje, ki je pred nami, sonce, pomlad, poletje, naj uživijo malo. Tako je, naberejo energijo za naprej. Hvala Renata in srečno. Hvala za pozornost vam, drage gledalke, dragi gledalci in lep preostanek večera.